Hvala lepa. Ob poslušanju zelo zanimivih razprav sogovornikov je v spomin prišla k tega, ki sem jo prav že pred 20 leti izpod Beresa Miobrida Bojatoviča, tudi v romanu Človeku s 4 prsti, tako nekako se glasi naslov, kjer on daje neko definicijo tega, čemu ti danes rekli sovražno. Namreč to razmišlja in razglabla, kako je prišlo do velikih grozodejstev na območju nekdanje Jugoslavije med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni zapaža, da tisti, ki so povzročali te hude zločine proti človečnosti, nasprotnikov niso označevali za ljudi. Ampak so jih najprej morali. Tisti, ki so povzročali tako hude zločine zoper človečnost na območju nekdanje Jugoslavije med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, teh svojih žrtev niso označevali za ljudi, niti gledali nacionalne kot ljudi. To so bili neljudje. Zato so za njih večno uporabljali neke druge slabšalne oznake. Jaz jih zdaj tu ne bom navajal. Podobno se je pravzaprav začelo že v nacionalsocialističnem sistemu, kjer je najprej bila na vrsti neka manipulacija z mediji, zato je sledila označevanje oziroma slabšalno označevanje določenega sloja ali določenega posameznikov, ki nenadoma postanejo neljudje. In če niso ljudje, jih je seveda potem možno izločiti in uničiti na najbolj brezobzirni način. V nekem smislu lahko zasledimo take pravne oblike tudi. Jaz bom naredil nek drug primer, ki se je slučajno sicer tudi pojavil v istem tedniku, vendar ni tako rečeno zanj, ker se je pojavil že pred ljudem večkrat. In sicer gre za primer, ko o žrtvah povojnih povoj pri nas govorimo o prekopavanju kosti. Ko se v nekem dogodku izražamo omalovažujoče in posmehljivo. O dogodku, ki je pravzaprav pomembno zločin zoper človečnost. To je zdaj tudi inkriminirano v kanskem zakoniku, je pregonilo. Vendar ne vem, ali je že prišlo tudi v zavest vseh, ki mimo grede ujde recimo taka primerjava, da bo neka novinarka televizije Slovenije igrala na kost, očitno je bila mišljena kost nekih žrtev povojnih pobojev ali podobni očitki o preštevanju ali o prekopavanju kosti, kar se še vedno vsem tukaj najde pomeni. Tudi to je neka sovražnega govora in sicer sovražnega govora, ki se ustrajno ponavlja. Da ne govorim tudi v drugih oblikah, ko je pa takšna ali drugačna oblika sovražnega govora naperjena recimo proti posameznikom zelo velikokrat tudi ne s fotografijo, ampak za grobo karikaturno sliko. Tako imam v spominu sliko mojega kolega, nekdanjega ustavnega sodnika, kako je bil podobljen s sliko, kjer mu z motorko žagajo glavo na pol. Čas, to je možno storiti. Veliko takšnih podobitev na robu, oziroma tudi čez rob sovražnega govora, so namenjene tudi posameznikom iz političnih stran. Največ iz tega bila gotovo približna v dolgoletnem času tudi največja politična stran. To je seveda daleč od načela tekmovalnosti in izmenjave mnenj v svobodni demokratični družbi, kjer političnih tekmecev ne izločaš, jih ne obkladaš,
z etiketami, s katerimi delaš ne tekmice, s katerimi delaš ne ljudi, kot take, ki, parafraziram, ne zvodo med nas, ki se torej lahko z njimi zgodi to, da jih na takšne dodatka tudi izloči. Težko si predstavljam, to je zdaj nekak druga iztočnica, ki jo že vrnem svojim kolegom, kako naj Slovenija najde v teh težkih kriznih časih najmanjši skupni imenovalec, ki ga vsaka družba potrebuje, ne samo za družbeno sožitje, ampak tudi za razvoj ustavne demokracije in za soočanje z življenjskimi problemi, pred katerimi se sooča. Slovenija je dan danes pred težkimi izzivi. Kako naj te izzive reši, če v Sloveniji divjajo strasti izločanja političnih tekmecev, ki ne skušajo najti pogledov naprej, ki ne skušajo ugotoviti, kateri so ključni razvojni problemi slovenske družbe in ki pravzaprav na nek način delajo žrtve iz posameznikov in iz določenih družbenih skupin. Jaz se pravnikom postavljam za vse, kar so povedali. Kot nepravnik, da ne rečem kot novinar, moram povedati, da je to ena splošna hujših sivih list ne samo v novinarskem znanju, ampak v medijih sploh, da poznavajo prava. Mislim, da se zelo veliko stvari v medijih sploh ne bi bilo objavljeno, če bi pravniki imeli več besede. In pravniki bi imeli več besede, če bi bilo več tiskovnih tožb. Mene po eni strani nerodno, da kot novinar govorim o tem, da je premalo tiskovnih tožb. Sam sem sredi ena take tožbe, ki mi ni kaj všeč. No, to ni važno. Hočem povedati, da se vse, kar se pri nas objavi, tudi sporne zadeve, se vzame preveč lahka. Iz filmov, če ne drugače, vemo, kako v tujini najprej sporne zadeve preberejo pravniki in povejo, ali nas lahko kdo zaradi tega toži. Pri nas tega ni, oziroma v zelo mehki meri, tako da bi pa le apeliral na to, da če bi več o tem razmišljali, bi bilo veliko lažje v slovenskem. Tako da, bi pa se sam še vrnil na eno stvar, ko je naš pravniški kolega Umek povedal. Gospodin Gimsa je rekel, da je bila fotografija njegove družine posneta na Primaši. Zaradi tega, da je deloma omejeno javno režijo. Ja, ali bi bilo kaj drugače, če bi bila posneta na košarkarski tekmi? Stališče nekoga, ki ne odobrava te fotografije, je popolnoma irelevantno, ki je bila posneta. Mogoče je to neko pravno vprašanje, glede varovanja človekove pravice, eno pravic, konkretno pravice do izražanja veroizpovedi. Ampak vsem, ki je bila ta fotografija posneta, po tej logiki bi morali od politikov zahtevati, da se sploh ne kažejo svojimi družinami, še imamo otroki, ker jih lahko nekdo posname in potem to uporabi kot argument, češ se je sam kazal z otroki. Mogoče bi to pravniki še malo pojasnili. Ali ima do kakšne mere, ne če ima pravico politik, ampak kakšne argumente ima, če potem to fotografijo nekdo potem uporabi v druge namene. Ali to pomeni, da politik sploh ne bi smel v javnost z otrokom?
to je zanimivo vprašanje, bo dal mojim kolegom. Gotovo pa je v tem primeru, pač vedno se govori o nekih konkretnih primerih, tudi če gre za splošni pojav, je prizadeti več vidikov. Vidik otrokovih pravic, ki je dodal najširši in vsega čez vse. Potem je vidik večne svobode, pa še dodatno k temu, se pa ta vidikom se bolj ne izpituje. Prej rekel, ne, pravice otrok so varovane s pravice otroka. Starši se določa pač, da je potrebno varovati aktivno otrokovo zasebnost. Če nek medij objavi neko fotografijo brez predhodnega soglasja starša, potem se pač postavlja vprašanje, ali je tak poseg v otrokovo zasebnost prekomeren ali ne. Ravno tako postavlja vprašanje, ali je objava neke fotografije brez predhodnega soglasja otroka oziroma njegovih staršev nujna v neki demokratični družbi, kot podaja Evropsko sodišče človekove pravice. In če objava take fotografije ni nujna v neki demokratični družbi, kakšna je potem sankcija oziroma odgovor na objavo takšne fotografije. V tem primeru pač treba poudariti še enkrat, da država ima pozitivno obveznost, da varuje zasebnost tako otroka kot njegove družine. Ja, hvala. Ampak nekaj smo pozabili. Tudi da govorimo samo, kot je bila objavljena samo ta fotografija od poslanca z otroki, ne pa še neka druga fotografija zraven. Hvala za besedo. Jaz bi se navezal na tole, kar zdaj govorimo, pa vendarle zadevo potisnil v primerjalni kontekst. Ker ogromnokrat, zelo redko, Slovenci smo v javnem prostoru, tudi v pravnem prostoru izrazito samozadostni. In pogosto se splača na te naše križe in težave pogledati z primerjalne perspektive, tako rekoč od zunaj, da ugotovimo, kakšni so standardi normalnosti ali pa nenormalnosti, pri čemer ne trdim, da je zunaj vse suho zlato. Ampak za nek refleksivni ekvilibrium je dobro pogledati, kako se stvari odvijajo od zunaj in za namene to okrogle mize sem to tudi storil. Pogledal sem si čisto v konkretnem primeru, kako je v tujini s prakso napadov na politike, ki se odvijajo na njihovo družino. Zdaj, samih sodnih primerov nisem našel, me je pa pot pripeljala na zadnje ameriške predsedniške volitve, kjer je bila gospa Pelinova v skrižnem ognju zaradi svoje družine in zaradi noseče ženske. Noseče hčerke, ki je bila seveda tudi ženska. No in zdaj je zanimivo, kako se je ta zgodba tam odvila. Tam v nasprotju s tem, kar tukaj ponavljamo, da mora reagirati država. Jaz vprašam, kdo zdaj ta država je, ker ta država smo koncu mi. Tam ni reagirala država, ampak sami upleteni nasprotni kandidati. Obama, kot nasprotni predsedniški kandidat, je javno nastopil in dejal, children and family are off limits, kar pomeni v politične napade se družine in otrok ne upleta. Guvernerka Pelinova ne bo nič slabša ali pa boljša guvernerka, če bomo mi napadali njeno nosečo ali pa nenosečo hčerko. Skratka, v Ameriki obstaja neka javna, politična in medijska zavest, kje so meje. Do te zavesti so morebiti lahko prišli po pravni poti in so morebiti sodišča vodila ustrezne postopke in preganjala anomalije, ampak koncu je tist zavest ljudi, ki ustvarjajo medijski prostor, ki ustvarjajo javno sfero, ključna za obstoj ali pa neobstoj sovražnega govora. In ravno tukaj mislim, da je ključni problem v Sloveniji. Tisto, kar je v tujini, v razvitih demokracijah omejeno na marginalne medije, na sovražni govor, na stvari, ki jih recimo počno neki razvpiti novinari, se pri nas zdi, kot da včasih prodrejo v mainstream.
In temu nam ne more, in da bi to odpravili, ne, in da bi varovali pravice šibkejših, prizadetih družbenih manjšin, k temu nam ne more pomagati nobena država, takšna država bi bil ta medijski inšpektor. Ne. Tega si ne želimo. Mi moramo sami priti do te stopnje zavesti, da bomo takšne primere javno obsodili. Ne? Ampak zato pa mora biti ustrezna kritična masa ljudi, kritična zavest, ki se bo oblikovala šele s časom. Sam kot pravnik lahko povem zgolj to, da imamo v Sloveniji na normativni ravni vse super urejeno. Tu pa se vloga pravnikov, razen v tem meri, kako so zdaj kot publicista, konča. Te stvari je treba ponotraniti in začeti izvajati. Ampak to bo pač terjalo svoj čas. Hvala. Za vprašanje, gospod Cerzovič je prej omenil moje izvajanje. Pri tistem sem se jaz ravno zato, ker je bilo fotografija izvedena pri Maši, sem se jaz omilil na vidik verske svobode. Zagotovo pa je zelo podobno tudi, če je ta fotografija izvedena kje drugi. Namreč v svetu in tudi pri nas velja v zvezi z pravico do zasebnosti tako zvana doktrina upravičenega pričakovanja varstva zasebnosti. Razvilo je ameriško vrhovno sodišče in v eni podanih odločb je nekako zapisalo, da lahko pride celo do tega, da posameznik v svoji pisarni ali celo doma ni varovan svojo zasebnostjo, koliko želi nekaj, da je nekaj, kar stori javno. In drugače, da je tudi nekaj, kar posameznik izvede ali pa naredi na javnem prostoru in želi to zadržati zase, lahko varovano z ustavnim varstvom. Namreč, to doktrino je povzelo potem tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, pa deloma tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ko je presojalo prikritne policijske preiskovalne ukrepe. V tiste odločbi je pa še Slovensko ustavno sodišče zapisalo, da pa je pravica do zasebnosti zelo omejena na javnem ali pa na odprtem kraju. Zdaj pa zagotovo, če bi bila slika otrok fotografirana tudi na košarkaški tekmi, gre do neke mere za poseg osebnostne pravice, o čem je tudi že kolega prej omenil. Zagotovo je pa v zvezi z fotografijo pri Sveti Maši pa ta poseg v osebnost še toliko večji, ker gre za izvrševanje verske svobode. Kot zdaj. Morda samo še z vidika etike. Zdi se mi vedno znova pomembno, da poudarim, da etika in pravo sta dve različni zadevi, povezani, ampak različni. Morda poenostavljam se, kolegom pravnikom opravičujem, ampak ko jaz vidim pravnika, potem mi v zavest pride vprašanje, do kam še lahko grem, da ne bom kaznoval. To je recimo pripravo. Neko etika pa čist drugo izhodišče. Pri etiki je pa vprašanje, kaj je boljše. In se to vrstno, in se vprašanje, recimo, kot ga je moj sosed tule zastavil, se pravi, a bi bilo kaj drugače, če je pri športnem dogodku ali kaj druge, se nam zastavi čist drugače. Avtor, fotograf, ko fotografira, o tem se morda malo govori, ampak že fotograf je etični subjekt, predno fotografira, oziroma v trenutku, ko fotografira, se mora najprej utemeljiti, a je to sploh primerno, da tisto fotografira. In zato tu je ključno vprašanje, ne? Ali je ena zadeva primerna, ali že gre za kršenje. Človek, ko poseže v, recimo temu, zasebno sfero drugega človeka, mora to utemeljiti in to je etično vprašanje. Utemeljiti je treba, da jaz sploh smem nadlegovati nekoga, ga fotografirati in potem objaviti in morda še manipulirati s to fotografijo. Ker v novinarstvu vemo, da princip resničnosti v novinarstvu je ravno v tem, da zadeve ne predstavljam izven konteksta, v kateri so se zgodile. Se pravi, ta kontekst je pomemben.
Samo to, morda samo še na en izziv, ki ga je profesor Šturen prej navrgel. Najmanjši skupni imenovalec kot družba je spet z etičnega vidika bi šel za največji skupni imenovalec, ne za najmanjšega. In ta skupni imenovalec je dostojanstvo človeka. Mi, če samo na kratko nadaljujem tisto, ko sem citiral eno kolegico novinarko na okrogli mizi, tudi v enem drugem kontekstu, mi ravnamo drug z drugim, oziroma v Sloveniji smo se razdelili na dve plemeni. In je plemenska vojna. In to, kar je profesor Šturen govoril, je treba seveda nasprotniki drugega plemena so manjši ljudje kot mi, jih je potem seveda dovoljeno ravnati z njimi tako, kot pač ravnamo, žal. Demokracija je v tem, demokratična kultura, in tu ne govorim o inštitucijah, ampak o kulturi, je pa v tem, da sprejmemo tezo, oziroma da začnemo verjeti in se tudi obnašati tako, da smo vsi člani istega plemena. In to ne zato, ker smo enake barve, ali ker smo enake karkoli že, ampak ker smo ljudje.